Lepo pozdravljeni in dobrodošli v 37. epizodi AS podcasta. Tokratna epizoda bo namenjena naši izbrani vrsti, slovenski reprezentanci, ki se tako ali drugače bori v svoji kvalifikacijski skupini za nastop na svetovnem prvenstvu. Tine Zupan, Etienne Velikonja in Nejc Vidmar, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Danes ste pa tako navijaško razpoloženi. Čeprav naša reprezentanca ni na najboljši poti, da se uvrsti na novo veliko tekmovanje. Pa me zanima vaš vidik, Tine, kako vidiš, kako ocenjuješ naša prva dva cikla slovenske reprezentance v teh kvalifikacijah za svetovno prvenstvo? Jaz bi rekel, da je pozitiven del zagotovo to, da se je nekaj začel spreminjati. Mislim, da kot selektor, trener težko zmagaš v trenutni situaciji. Se pravi, če nisi nič zamenjal in se skozi držiš tega, kar je predelovalo, si tako kritiziran kot nekdo, ki je nefleksibilen. Če nekaj zamenjaš, pa ne deluje, je spet narobe. Tako da mislim, da so bile te spremembe, predvsem, ki so se zgodile v taktičnem smislu, pa tudi kadrovskem, zdaj napram prvemu se pravi oknu kvalifikacij, mislim, da so bile logične, ampak pozitivne. Govorimo pri zamenjavi sistema v 3-5-2 oziroma 3-5-3-2, kakorkoli. Tako, jaz mislim, da je bil mogoče čas, da probaš tudi nekaj drugačnega. Mislim, da so tudi selektorju to mnogi želeli očitati, da smo preveč nekako zakoreninjeni v neko eno idejo. Tako da mislim, da ta nek poskus je bil relativno ok. Zdaj, če mi gledamo samo ti dve tekmi, zadnji dve, se pravi, mislim, da je točka Švico nekaj, kar je ok, da pač želja je bila zagotovo, da zmagaš v Prištini. Mislim pa, da nažalost je tako, da tudi zmagati v Prištini za nas ni neki tok simpel, kot si mogoče kdo želi in predstavlja. Tako da večji kiks je zagotovo pač tisti prvi kvalifikacijski del. Ker ravno to je, mi lahko zdaj zgodbo zapakiramo v dveh različnih oblikah. Ena je ta, da smo, tako kot je Tina dejal, na težkem gostovanju na Kosovu, kjer je reprezentanca Kosova dvakrat premagala že zelo zvezdniško zasedbo Švedske, iztržili remi in bili precej boljši, bliže zmagi. In odigrali eno resno tekmovalno tekmo proti Švici, ki je redna članica na velikih tekmovanjih. Praktično, mislim, da zgolj 2012 je bilo prvenstvo, kjer Švice ni bilo na njem, ostalo je od 2006 pa do 2024. 10krat so bili na velikih tekmovanjih, 5krat na evropskih, 5krat na svetovnih. To govori, kako zelo resna reprezentanca je. In mi smo včeraj izgledali dobro. Zgodba A. Zgodba B. Mi imamo na 4 tekmah, smo brez zmage, 3 točke, za 4 točke zaostajamo za Kosovim, na zadnjih 3 tekmah nismo dosegli gola. Katerega paketa A ali B bi se ti lotil? Ja ne, mislim, začetek itak sigurno je bil zelo slab, predvsem tista tekma v Baslu, ko si se jim malček odprl in so te hitro kaznovali, ampak si vedel na začetku kvalifikacije, da imaš skupino, ki je izredno težka, izredno tekmovalna, da so reprezentance verjetno po neki kakovosti, da se bomo borili mogoče za to drugo mesto. In zdaj v tem drugem delu je mogoče bila ta neka reakcija bila prava, že na Kosovu je reprezentanca odigrala veliko boljše. Bila dominantna, ampak ja, to, kar si prej rekel, mi ne dosegamo zadetkov v zadnjih tekmah in brez tega tekem ne moreš zmagati. In mogoče, vsaj po mojem mnenju, je bila ta tekma tista ključna, ki bi danes vidimo, da bi naredila to razliko, sploh po temu, ko je Kosovo presenetilo na Švedskem. In bi bil zares v igri. Res je, da nismo še popolnoma izključeni, ampak ja, ne bo enostavno. Zdaj ta, kar si pa rekel, včerajšnja tekma pa ja, odlično strani defenzivnega dela. V tistem nekako nizkem bloku si se branil fantastično, nisi dopustil ničesar.
z izjemo zadnjih 10 minut, ko si se spet malček bolj odprl in bi lahko bil hitro kaznovan, če ne bi imel na golu Oblaka. V neki ofenzivni tranziciji pa nisi pokazal kaj dosti, oziroma so te situacije, ki so bile nekako, ali so bile napačne odločitve, ali je bila izvedba slaba. Praktično nisi prišel niti do pravega zaključka, kjer bi lahko resno ogrozil oziroma presenetil, in glede na situacijo, kako si začel kvalifikacije, bi moral ravno nekaj takega narediti. Ne. Ja bi za tole, meni se zdaj vedno bolj se kaže, da je bila tista tekma proti Švedski. Ne bi sam jaz v Švica, ok, greš, zgubiš tekmo tam, zgledali smo slabo, ampak tekma proti Švedski se vedno bolj kaže, da smo zgubili tam točke, ki nas bojo drago stale lahko na koncu. In če grem še dlje, pa rečem, to je tisto, kar mi kot majhna nacija rabiš imeti Jana na nivoju, rabiš imeti v napadu igrane zadeve. In takoj, ko se je videl, vemo, da Jan tudi ni bil v najboljši formi, Atletico ni bil najbolj, in tudi prva tekma, če pogledaš, pa se o tem ne bo govoril, pa ne bom jaz zdaj kot kritika, ampak hočem povedati, tudi on, tiste zadetek, sploh drugi zadetek ni bil, pa če šel malce na njegova krivda. Ok, gremo dalje, ampak jaz mislim, da ta proti Švedski zgubljene pike ne zbojo na koncu, drugo ostale vidimo Kosovo, je dvakrat vzel 6 pik, potem imaš tle na koncu ne zna, ta prva tekma ne zna ubiti in ta manjko, konec konca tudi Jaka, je pri tistem drugem zadetku ni bil ta prav, ker se vidi, da manjka tiste, kar smo govorili o tistem čudnem pravilu, ko ga prenašaš v drugo ligo, te kartone, Jaka ta zdaj to tepe, kaj ti ni bil v konkurenci, vemo, kaj je povedal Farke za njega, da je bil takoj izven konkurence za prvo ekipo. In vse te stvari, majhne stvari, ki se kopičijo in so se poznale nam na koncu zdaj in se nam poznajo še zdaj. Ne. To drži, ampak ti si rekel, izgubili smo točke proti Švedski. Čakaj malo, ta Švedska ima v konici napada z Jekeresem in Isakom za moje pojme po Franciji najboljši napad na svetu. Se pravi, to na papirju, ja. Ob še ob Belangi, še ob Zdravem Kološevskem, to je najbolj zvezdniška reprezentanca Švedske v njeni zgodovini, pa so se stvari sesule totalno, so še v dosti večjem kanalu kot mi, ampak zdaj, da smo mi izgubili točke če pogledaš po tekmi smo bili tam zelo konkurenčni oziroma smo bili zelo dobri, če pogledaš tekmo, če polečeš črto. Pač dobili smo poceni zadetke, na tak način, ki si jih recimo pri Švici nismo prvoščili to, da drugo tekmo, taka Slovenija, ki mora biti v zadnji. Govorim, da nas vsaka napaka, mi nismo tako dominantni, za Švedsko je pa pač tako, Švedska je na papirju izjemna reprezentanca, ampak klej, dvakrat, kaj boš rekel potem za Kosovo, im je dvakrat vzel 6 pik im je vzel. Švedi so realno po imeni boljša reprezentanca od Švice, tako, ki jo zdaj vsi nalikujejo. Tam nekaj ne štima. Ja, logično, ne, ampak jaz mislim, da ta percepcija ti izhaja zdaj iz trenutne točkovne situacije, ne, da ti gledaš, kako nismo mi Švedov ruknali. Jaz tako bi rekel, da v osnovi, ne, kakor zdaj lestvica zgleda kar precej neugodno za nas, ne, v osnovi nam gre, bi rekel, na nek način na roko to, da je Kosovo premagal Švedsko, ker mi imamo zdaj pač situacijo, da njih ruknemo in prenesemo vse v zadnji krog, ne, in računaš na to, da bi kao Švica premagala Švedsko, ne, in da pač Švedi ne igrajo za nič v zadnjem krogu, potem te pa sam skrbi Švica, ne. A je Švica že naprej, kakšne so zdaj koleracije Švica-Kosovo, ne, geografsko nacionalne, ne, in to je po moje, drugače mislim, da po sami neki razpredelnici tekem izhodišče niti ni tako napačno, ne, in zdaj pač ti moraš razmišljati samo o tem, da, kako rekli, še Kosovo premagaš, če ga lahko, ne, kar seveda tudi glede na to, da so ravno kar premagali Švede zunaj, da ni zdaj to neka preprosta matematika. Moramo se zavedati, da Kosovo v zadnjih letih
zelo eksploziven nov trg nogometa tudi v Evropi, ne, da je tam veliko nekega talenta. V končni fazi vemo, da je to skozi leta mogoče prva začela izkoristiti Zagrebška Lokomotiva, ki je tam vlekla igralce iz tam, tako da to niso zdaj ekipe, katerim se lahko mi smejemo. Nec je govoril o tej hrbtenici naše reprezentance. Se pravi, vemo, da Slovenija je bila najboljša takrat, ko so te nosilci naše reprezentance bili tudi standardni in stabilni v svojih klubih. V tem ciklu, začenši z Janom, imel težave v svojem klubu, ne zaradi njega, ampak zaradi Atletika, ki je nekako kaotično začel svoje prvenstvo. Jaka Biol praktično brez igralne minutaže, pred njim Gnezda, Čerin in Elšnik nista več tako zelo standardna in samoumevna v svojih klubih, kot sta bila. In potem še Beni Šeško, ki je stvar že tolikokrat pojasnjena in predelana. Kako zelo pomembno je za našo reprezentanco, da je ta hrbtenica, o kateri govorim, da je pač kompletna in kar se tiče minutaže, polna in zapolnjena v svojih klubih, da lahko potem v reprezentanci prosperira tako, kot to od njih želimo. Minutaž v klubu ti sigurno pomaga, da priješ na zbor nekako samozavesten. V nekem ritmu je pa res, da imamo občutek, da so vsi konkretno dvignili formo glede na začetek sezone. Tudi recimo Vanja Drkušič odlično odigral v zadnji 2 tekmi. Biol tudi veliko boljše kot na začetku. Malček več sem pričakoval od Elšnika. In pa Benjamin normalno, da se od njega veliko pričakuje. Zdaj vemo, da že dolgo ni dal gola. Ampak verjamem, da ni zastojen na tako visokem nivoju. Da ima te kvalitete in tudi včeraj sem videl po nekaterih gibanjih, da prihaja malček k sebi, ampak je to premalo. Ker na koncu se bo od njega vedno pričakovalo zadetke in ker on je tam ravno zato in je ta neka osrednja glavna figura in normalno, ko on ne zabija oziroma ko niti ne prihaja v prave priložnosti, se pozna. Ta omenjena hrbtenica nas je pripeljala do Evropskega prvenstva v Nemčiji. V Južno Afriko nas je peljala hrbtenica Handanović, Cesar, Koren in Novaković. Tine 2000 in 2002 ti si že imel priložnost malo bolj razumeti nogomet kot mi. Kako je bila takrat razdeljena ta dinamika, kar se tiče nosilcev igre? Nam je bilo nekako predstavljeno, ja, tam je bil Zahović, žogo, da je njemu, bo on vse sam naredil. Kako pa je bilo v resnici takrat ta hierarhija postavljena? Dejansko je zadeva funkcionirala najbolj na podlagi tega, da je bila tako kot verjetno v obeh uspešnih kvalifikacijah Matjaža Keka, je bila reprezentanca praktično prvih 11 je vsak poznal. Sistem je bil ekstra garaški, pač z genialnim Zahovićem, ampak tudi z igralci, vedno se vračamo na to, ki so dali skozi to jugo šolo, ne, in so bili na nek način drugačni, kot so te generacije danes. Seveda prvič so se dogajali neki uspehi in je to tudi povleklo vse, še posebej v tistem prvem ciklusu, se pravi kvalifikacije za Euro 2000, je bilo vse novo, se vse nekako, te dosežki so bili absolutno senzacionalni in tudi nekako je funkcionirala zadeva na tej maksimalni fanatični borbenosti, povezanosti s tribunami in seveda spet se vračamo na magične momente, ne, ki jih imamo mi v slovenski reprezentančni zgodovini neskončno. Rekel bi pa tudi to, da so vsi te naše uvrstitve na velike turnirje, nekako se je podrazumevali, da si imel ti nekoga, ki je bil res strelsko vrhunski, ne, se pravi Zahović predvsem v tistih prvih kvalifikacijah, ne toliko v drugih za svetovno 2-2 in Novaković takrat za uvrstitev v Južno Afriko in seveda Šeškovi goli za to zadnji turnir in tega zdaj nimamo, ne, nekoga, ki bi dal gol.
v tem trenutku, imamo ga seveda, vemo, kdo bi jih mogel dati, ampak golov ni. Ne? In zdaj, če si ti pač tradicionalno takšna reprezentanca, da ga najprej ne sme dobiti, pa ga pol nekako na nek način damo, ne? Mi se, tako smo, kot je ti prej rekel, ne, lahko obranimo, tako kot smo se včeraj obranili, ne. Zdaj pa, če nam gor stvari pač ne ratujejo, pa nimamo neke sproščenosti ali pa nekoga, ki da gol iz nič, ne, pol imamo velik problem. Ne. Kdo je trenutno drugi napadalec slovenske reprezentance? Se nimamo jasne slike, nekako se kar menjajo. Se mi zdi, da Šporar v preteklosti se je odlično ujel Šeškom. Se mi zdi, po nekem gibanju je pa trenutno najbolj vroč Vipotnik. Zakaj ne igra? Ja, mislim, proti Švedski je prinesel spremembo. Tudi proti Kosovu še več? Proti Kosovu, ja. Včeraj začel je zelo dobro, ampak potem smo videli, ko smo se malce odprli, smo praktično bili naprej nenevarni in bi nam lahko Švicari zabili 3 komade. Tako da mislim, da v reprezentanci je težko je sestaviti zdaj reprezentanco samo mogoče iz najboljših 11, ki jih lahko sestaviš. Ti moraš, sem prepričan, da selektor gleda na to, kdo se s kom ujame in glede na kvaliteto, ki jo ima na voljo, da se nekako ekipa sestavi kot celota, da zgleda najboljše. Ne? Ker recimo včeraj Šturm za moje pojme oddelal zares ogromno delo, bil nekako nelih nevaren, ampak je bil aktiven in v preteklosti si imel podobne like, ne? Je bil, ne vem, pred njim je bil Bezek, pa je bil predtem Kirem, pa je bil predtem, ne vem, Rudinja, ne? Novak. Ja, pa Novak. Si imel take like, pa je na drugi strani Peki Stojanović ponavadi, ne? Tako da, pa mogoče po kvaliteti je marsikdo kvalitetnejši igralec, ampak ja, težko je zdaj isto pri napadalcih. Ne? Je pa res, da pri napadalcih, ko si v formi, da takrat si sposoben narediti vse in še več in da mogoče takrat je tisti trenutek za izkoristiti. No, da. Ker ti imaš recimo, če se vrnemo na tvoje prejšnje vprašanje, ne, ti ne smemo pozabiti, da v tisti prvi Katančevi super uspešni eri sta pač največje napadalno breme nosila Rudonja pa Osterc, ki nikakor nista veljala za te neke mednarodne klase teh igralcev, ki si jih tudi zdaj omenil. Pa še glavne gole ste dali. Tako, ne. Ampak je pač sistem bil prilagojen najboljšemu igralcu, seveda, ne, da so te garali za njega, ker je on je pač zadeve potem rešil, ne, Zahović. In ti si imel načeloma potem po Katancu v tistem ciklusu za Euro 2004 Šiljaka, ki je bil, mislim, celo najboljši strelec kvalifikacij, ki je igral na Kitajskem in on je imel neverjetne kvalitete. Mi pozabimo, kako kvaliteten igralec je to dejansko bil, še posebej glede na to, kakšno poškodbo je imel vmes in te stvari. In ni spet to garancija, ne, kar sem prej rekel, moraš, vedno moramo to imeti, ne, da nekaj naredimo, ne. Ampak to, kar sem v bistvu izhodišče, ne, ti vedno se boš prilagajal tudi temu, kar si ti rekel, neki hrbtenici, ki moraš načeloma postaviti okolje, ki potem odgovarja tem najboljšim igralcem, ne. Ampak kaj pa odgovarja Šešku? Kakšen tip napadalca bi Benju iz našega bazena odgovarjal? A je to nek Šturm, ki mu daje globino? A je to nek Vipotnik in Šporar, ki sta sposobna zadržati žogo, narediti tudi kaj več umazanega dela za Benja? Ali je to Svit Sešljar, ki je malce za njim, pa ga lahko fila z ful dobrimi podajami? Kakšen tip napadalca Benju v naši reprezentanci najbolj paše? Koliko smo že prej govorili, mi smo že imeli zadevo razdeljeno ko smo se uvrstili na Euro, je to tekel. Bolj zdaj vidimo, recimo včeraj ta tekma, ki se je igrala, ta prisotnost, mi smo tako skoncentrirani, da ne bomo, ta prisotnost, konec koncev, da imaš ti lahko njemu tudi, daš mu neko malo breme stran od njega, oziroma da ni vse breme, ne more dati sam Šeško zadetke. Ne? In tle se vidi na določene momente, to je bilo pač sam on na njihovi polici, tam 4-5 branilcev in to pač ga ni napadalca, ki bo dal tako gole. Ne? In tle se vidi ta neka neuigranost oziroma ta zadeva, da ni prisotnosti
pač od spredi. Mi imamo zelo, mi smo po priložnostih smo na repu Evrope, pač mi se družimo po strelih na gol z San Marinom, pa to ni sam Šeško. To je problem pač prisotnosti pred golom. In tega pač v tem momentu nimamo. To je pač dejstvo. In tle, dokler je bil tle recimo kakšen Šporar, pa ko se je to zadeva, ki je bila to zadeva ulaufana, pa ko so bili fantje nekako v nekih sredinah, ki so bili domači, zdaj Šeško je šel ven iz svoje comfort zone. Ostali, vemo, kaj je bilo recimo v sredini z Elšnikom, praktično je bil že prodan, pa to pač človek je. On normalno, da padeš, če si ti že z glavo nekje druge ali pa da se ti take stvari dogajajo. Vem, sem ga videl, človek je bil, v bistvu pač ni bil ta prav. In to so vse stvari in to, ko se šteješ, vidiš, da zadeve ne štimajo, zato ker pač nismo ta pravi in nam se, čim se dve stvari podreta, smo potem reprezentanca, ki ni več tako nevarna, ni več konkurenčna in to je dejstvo. Mi nimamo tazga bazena, da bi lahko. V bistvu to, jaz mislim, da se zlahka vračamo na izhodišče, to, kar si izpostavil, ne, da Šešku Šporar paše, ne. Mislim, da se je to pokazalo v preteklosti, mislim, da mu bistveno bolj paše kot recimo partner tipa Vipotnik, ne, ki je bolj boks igralec, ne, kot Šporar, ki ga je polno igrišče, pa je mogoče pol v nekih drugih stvareh manj opazen. V končni fazi imel to vlogo bolj na drugačen način, seveda Ljubljankič ob Novakoviču takrat v Južni Afriki, je to zelo dobro funkcioniralo. In zdaj, če se ti vračaš prej, ne, mi smo recimo ta sistem imeli postavljen tako, da dejansko so bila ta krila v našem 4-4-2 zelo specifična. Če gledaš mogoče neko optimalno verzijo, Mlakar, ki je igral levo, ki je dejansko špica, ampak je žrtvoval vse, kar ima za reprezentanco, da se je čist prilagodil in je v bistvu on mogoče v očeh javnosti bil nek manko, ali pa Stojanovič, ki je igral desno, ki dejansko ni obkrilni igralec, ampak se je pač kot profesionalni nogometaš razvil kot bek. Ne? In zdaj si šel ti v neko drugačno zgodbo in si pač ponudil tudi okoli Šeška dve različne variante, v katere lahko pač vsak razmišlja, kakšna interpretacija. Se pravi, prvo s Sešlarjem pa dvema špicama in to včeraj ta 3-4-3, ker sta bila v bistvu dva igralca za njim, kar jaz mislim, da je pač neka stvar, ki njemu čisto odgovarja. On je tudi v Leipzigu te različne sisteme igral, ali v dva ali na ta način. In tudi, da jaz mislim, da je bila ta sprememba na nek način dokaj logična, ne, ker si ti pričakoval, da boš tukaj jasno v bistveno bolj podrejenem položaju v primerjavi s tem, kaj si hotel ti igrati na Kosovu, kjer si bil tudi bistveno višji in bistveno bolj agresiven brez žoge. Tlete to niti tok ni zanimalo, ne. Zdaj pa a se spet to, kar je prej ti rekel, da si videl neka zanimiva gibanja, kot da se vračamo v to, kar se pogovarjamo o Unitedu, ne. Kot da so vedno vsi drugi krivi, zakaj Šeško ne da gola. Ne. Težko je biti pameten. Mislim, da kombinacij smo zdaj predstavili zelo veliko, kjer je pa v tem trenutku tista, se mi pa zdi, da je kar zdaj malo enigmatično, ne. Kaj bomo mi sploh storili za te zadnji dve tekmi. Bomo obdržali ta model, ker nam je prinesel 2 točki pa nobenega gola, ali se bomo vrnili spet na tistega, ker nam je prej prinesel uspehe. Je pa res, da na nek način je mogoče to čuden reči na podlagi uspešnih kvalifikacij za zadnji Euro, ampak verjetno je to tudi sistem, ki Biolu bolj odgovarja, ne, s 3 zadaj. Ne. Nec je prej rekel, da nismo dovolj številčni v kazenskem prostoru nasprotnika. Kako pač mu biti, če v 60 minuti potegnemo iz igre Šturma, damo notri Pekija Stojanoviča in igramo 6 branilci na tekmi, kjer potrebujemo zmago? Ja, ne vem, mislim, Šturm, vse sem rekel, res je bil aktiven, to je mene presenetilo, ampak nikoli, mislim, ne veš, mogoče več fizično ni bil sposoben tega ponavljanja, je pa res, da Pekim ni lih direkt menjava za njega, ampak, ker je rekel, nismo prihajali, se tudi prej z njim nismo prihajali v večjem številu v sam zaključek, ker ti, ko si postavljen 70 metrov od gola, ti moraš ne 1, 2
kakšno podajo več, moraš pravilno speljati, pa pravilno odločitev speljati. In v tej tranziciji, recimo Šeško v kvalifikacijah za Evropsko, ko smo se uvrstili, je dosti krat reševal sam situacije, ker je bil pač takrat res v top formi, bil je samozavesten, so mu verjetno uspevale še stvari, na katere niti ni pomislil, kot ti ratuje takrat, ko si samozavesten, in zdaj pač v tem trenutku tega ni. In zaradi tega jaz mislim, da pridemo do tega nekega začaranega kroga, kjer se pogovarjamo, ni zadetkov, posledično ni točki. Ampak včeraj, naprimer, proti Švici smo prišli v situacije, ko smo s tem nizkim blokom prišli do neke posesti in smo imeli možnost Benja spuščati v globino z nekimi kvalitetnimi globinskimi podajami. So bile situacije, absolutno, ampak so bile slabo izvedene. A zdaj res v naši reprezentanci ni prostora za tako imenovane fantaziste tipa Sešlar, Horvat, Lovrič, tudi Zajc, da bi lahko ravno na taki tekmi, naprimer Šeško, na ta način profitiral, da ima enega fanta za sabo, ki mu pa lahko da žogo mimo Kandžija v globino, pa potem Beni samo prešprinta. Pa koliko je bilo direkt, recimo, z njegove strani podaj uporabnih Šeško, ne? Podobno, kot z strani ostalih, ne? Zato pa pravim, da smo mi probali res veliko stvari, ne? Tudi mogoče, če gledaš, valjda, vedno ni pravilo, ampak načeloma vedno po nekem vrhuncu lahko sledi padec. Mislim, da smo se to lahko vsi spraševali pred temi kvalifikacijami. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker so te fantje že dosegli nekaj velikega in jim potem iz tega tekmovalnega, čustvenega, ambicijskega vidika svetovno je veliko, svetovno je malce drugače, tudi iz tega vidika je veliko težji prijeti na svetovno in zdaj iz tega delati zdaj, da bo na koncu mi lahko, z malo sreče smo mi lahko drugi, pa smo zadevo rešili, v smislu rešili, pa smo pogovarjali naprej, kaj še ne naprej sistem, ampak priti na svetovno prvenstvo, pa kaj je zdaj uspeh, kaj je neuspeh, trenutno lahko rečemo, da smo neuspešni, da ne izgledamo dobro, ampak z dvema tekmama lahko marsikaj rešimo, pol je vse možno, ne? Ampak moramo biti pa realni, uvrstitev na svetovno prvenstvo je pa malo drugače, kot pa se evropski sistem je zdaj, je zadeva malo lažje se prijeti na Euro, kot na svetovno in zdaj jaz mislim, da ne moramo reči, da po neuspeh, da se ne uvrstimo na svetovno, pač to so dejstva. Jaz mislim, da nek cilj mora biti ta, da se prebijemo iz skupine, ne? Ampak zdaj... Ja, in tako, kot si že rekel, ok, mi se zdaj prebijemo iz skupine, smo drugi, ampak kaj to pomeni za naprej, ne? Mi smo v preteklosti, ko smo že menili 2000, 2002, tudi 2004 proti Hrvaški, si igral dodatne kvalifikacije, 2 tekmi, doma in v gosteh, in potem je ena ekipa šla na veliko tekmovanje, druga ostala doma. Zdaj si drugi, vseh 12 drugo uvrščenih ekip se jim pridodajo še 4 najboljše reprezentanci iz te Lige narodov, 16 ekip, 4 skupine, po 4, v vsaki skupini 2 polfinala, finale in samo zmagovalec teh 4 skupin gre na svetovno prvenstvo. To je alternativni švicarski sistem, ne, kot Liga prvakov. Ja, dražje je čisto drugačno, ampak sej dejansko smo mi, uvrstili smo se na 4 velika tekmovanja, ne, enkrat, da bi uspeli se uvrstiti 2krat zapored, vsakič, ko smo se prejšnjič uvrstili, smo imeli težave, takrat je tudi ta reprezentanca po Južni Afriki kapitulirala v naslednjih kvalifikacijah in se nismo sestavili naslednjih let do tega zadnjega kekovega buma. In zdaj se boš spet spraševal, kaj tudi prihaja po tem. Smo mi dejansko iz te U21 zgodbe, ki nas je pripeljala na Evropsko prvenstvo, sploh dobili kaj materijala na koncu za člansko reprezentanco, ne, z izjemo Sešlarja, ki je verjetno itak bolj produkt tega celjskega uspeha, ne, če gledamo njegovo pozicijo znotraj slovenskega fuzbala kot dejansko te U21 zgodbe. Ostalo pa, tudi glede na to, koliko smo pomlajeni potem naknadno igrali na temu turnirju,
če gledaš zdaj našo začetno enajsterico, je tle več ali manj še vse zacementiran, tudi odprej, tudi ni zdaj bila to toliko stara reprezentanca, da bi mi mogli na silo delati neke blazne spremembe, ampak uvajati neko to novo kriv, nek ta ustaljen sistem, kjer je hierarhija na nek način postavljena, tudi ni preprosto. Ne? Absolutno, in kar se tiče uspeha naše reprezentance, naš Slovencev na velikih tekmovanjih, mislim, da morajo biti izpolnjeni 3 elementi. Prvi je ta, da se nam poklopi skupina. Drugi je ta, da ta naša hrbtenica igra v svojih klubih vidne vloge, je samozavestna in vse to teh 4-5 nosilcev po vertikali prenašajo v reprezentanco. Kot tretji pa naši priljubljeni magični momenti. Rudonja, Ostrci. Milačević. In jaz se bojim, da mi niti enega od teh 3 elementov v teh kvalifikacijah nimamo. Mi do Stinetom sva spremljala žreb, komentirala žreb in spomnim se kot včeraj, ko smo bili dodeljeni v to skupino, da sva imela kako bi rekel, nisem imela dobrega občutka. Skeptičen si. Ko potegneš tako skupino, Švica pa Švedska. Pa majhna skupina je, ne? Tako, nimaš ene Andore, da jo malo namahaš vmes. In pa imaš tu še Kosovo, ki filma. Na koncu bojo drugi dvakrat Švede rukna. Ampak to, kar si rekel kot drugo, ne? Da so te nosilci pomembni členi tudi v svojih klubih. Ne? To je največja razlika po mojem med našo reprezentanco in tujimi, s temi, katerimi tekmujemo. Da so ostale reprezentance imajo igralce, kjer ne samo, da so vidni členi svojih ekip, so tudi praktično nosilci svojih ekip na najvišjem nivoju in to ne 1, 2, 3, ampak vseh 11. Ne. In to že skozi dolga leta, zato jaz mislim, da tudi Švica realno je veliko boljša, ker je in izkušenejša, pogledaš zadnja linija 30 let, 33 let, 29 let. Ampak oni v vrhunskih klubih igrajo vidne vloge. Švedska, pogledaš oba napadalca, igrasta iz tedna v teden praktično nekako ves pritisk na njiju. In te igralci, ko pridejo za reprezentanco, se tudi ne bojijo prevzeti neke odgovornosti, pri nas je pa drugače nekako, ko nekdo sedi, nekdo igra vsake 14 dni, nekdo pride v nek nov klub, še išče nekako svoje mesto pod soncem in potem se od njega pričakuje, da bo to v teh 14 oziroma enem tednu, 10 dneh, da bo prenesel in nosil svojo ekipo na hrbtu. In tukaj se dela, se mi zdi, največja razlika. Je pa res, ne, da mi, spet da se vračam nazaj, v prvih uspehih proti Katancom, ne, je dejansko bil večno ta problem, da nihče ne igra praktično. Ne. Sem takrat si prišel pa lačen reprezentance. Tako, to je bila čisto drugačna zgodba, tako so bile šale, da so nekateri fantje profesionalni reprezentanti, ne, ki so se praktično palili lahko na te. Ja, zikar lahko govorimo tudi o tem, da se je fuzbal zelo spremenil, da so tudi te generacije zagotovo drugačne. Ne bi rekel, da fantje čutijo drugače v igranju z reprezentancom, nasprotno. Ampak vendarle je ta klubski fuzbal toliko pojedel reprezentančnega, da je to preokupiranost z neko lastno kariero, neka logična posledica tega, kako tudi moderni nogomet funkcionira. Ne? In zdaj si greš ti v reprezentanco spucati glavo, ali pa prideš z nekimi stvarmi v glavi, o katerih si že prej razmišljal v klubu in ti bila to prioriteta, to je pa po moje kar precejšnja razlika. Ne? Ker ti si govoril o tem manjku minutaže in potem vezano na mesto v začetni postavi reprezentance. Naprimer, Isaku se je to zgodilo v prvem ciklusu, ne? Da je pač vsa ta saga, ki jo je imel glede prestopa Newcastle Liverpoola, on ni začenjal tekme švedske reprezentance. Na drugi strani imamo Mijako Biola, ki ni odigral minute v svojem klubu v letošnjem prvenstvu, pa smo sredi oktobra, pa v nobenem trenutku se nismo pogovarjali, ali bo Jaka Biol začenjal tekme ali ne, ker je pač to samoumevno. Pa imaš realno direkt menjavo za njega. Mojem ne, ker potem nekje vzameš, pa ti nekje druge zmanjka. Tudi naša širina, recimo, vsaj po mojem mnenju, tega kadra ni primerljiva z njimi. Ne? In Isak je počival
Ja, ok, zaradi tega, ker ni naredil priprav, menil je klub, predvidevam, da tudi zaradi tega, ker je bila nevarnost mogoče nekih poškodb ob nepripravljenosti toliko večja, si mislim, da se je tudi poškodoval, ne? Potem nekaj malega. Ampak to je točno to, kar lahko govorimo, pa da so floske, ampak bazen, kakšen ga imaš, si rekel, ja, Biol, sej, normalno, koga boš v tem momentu, pač še vedno on igra, trenira v najmočnejši ligi, ga boš doigrati, ampak v neki, govorim, večji reprezentanci, ne po imenih, ampak po bazenu, igralcev, katere dobiš. Pač mi v Sloveniji imamo to, kar imamo in točno to, kar si rekel, ta druga točka je zdaj najbolj odločilna skupina, še z malo sreče, dokazali smo, da smo proti Švicarjem konkurenčni, drugo tekmo bi lahko jih tudi prekucali, če bi bili taka reprezentanca, kakršno smo lahko, ampak sam te pogoji se morajo izpolniti. Pač in to pa nažalost, to je realnost, se pri nas težko pričakovati realno in zdaj biti to označiti kot blazen neuspeh v primeru neuvrstitev, če pač nam ne rata. Pač bazen je tak, ne vem, se pogovarjaš, kakšen bazen imajo v Nemčiji, samo v eni selekciji večji, kot kar naših vseh selekcij, od U8 do ženski in moški nogomet imajo več oni ljudi oziroma igralcev, ki so registrirani. Pač to so samo številke, pa lahko reče kdo floskule ali ne, ampak to je to, pa na koncu prideš pa rečeš, ta glavni nosilec ti ne igra. Ja, in ga boš dal še vedno igrati. Ja, realno, jaz mislim, da je še vedno pravilno, pa je še vedno najboljša naša opcija. Pa je dokazal zdaj drugo, ko se je malo drug zbor, ko je prišel malo vseb, odigral vrhunsko, oziroma zelo dobro. Uspehi niso pisali Bellingama, recimo, ne? Če govorimo o širini kadra. O tem ti govorim. Uspehi slovenskega nogometa kot takšne, in klubskega, in reprezentančnega, so bili, so hodili z roko v roki s pragmatičnostjo. Do lanskega leta in zgodbe Celja v evropskih tekmovanjih. Tine, a je možnost, opcija, da mi v reprezentanci dosežemo uspeh brez te pregovorne pragmatičnosti? Zdaj, jaz sem videl tudi Jan Oblak včeraj govoril javno o tem, da mi drugače ne moramo igrati, kot smo igrali proti Švici, se pravi, da se moramo potegniti nazaj in da načeloma smo, to, kar govoriš, vse največje uspehe dosegali na ta način, v končni fazi tudi neke največje avtoritete slovenskega nogometa vedno govorijo o tem, da je to načeloma naša edina pot. Jaz mislim, da zdaj se dogaja ta distorzija zaradi tega Celja, ker je pač tudi Maribor v svojih najbolj uspešnih časih funkcioniral na ta način, ne, da se je 85 minut postavil, pa znal braniti, pa bil ekstremno igran, pa naredil rezultat na neko podobno zgodbo. Ne. Zdaj, koliko je ta Celje Riera uspeh tudi podvržen temu, da je to zadeva, za katero vendar rabiš mogoče malo več časa, ne? Da jo na ta način postaviš in da na ta način zalaufa, ne? Ker klubski nogomet vemo, da je svetlobna leta pred reprezentančnim v smislu taktike, ker spet se bomo vračali na klišene, kaj lahko ti narediš v 2 dneh. Včeraj sem se z enim kolegom pogovarjal, pa on reče, kako so lahko zamenjali sistem brez treninga, ne? Ker vemo, kako je v reprezentanci, prideš, malo se spočiješ, odigraš malo trening, tekma, regeneracija, igramo naprej, ne? Ampak kaj pa lahko narediš, ne? V končni fazi so vsi te fantje navajeni igrati v klubih takšne in drugačne sisteme, tako da jaz mislim, da ta menjava sama po sebi ni toliko problematična. Zdaj pa a ti lahko, jaz mislim, da je to zelo odvisno tudi od tega, kakšen tip selektora in trenerja izbereš, ne? In ali imaš ti nek nacionalni sistem, ki ga zagovarjaš in ki ga gojiš, ne? A si ti povezan to čez vse svoje strukture, a si to povezan tradicionalno, ali od tega ne odstopaš, ali pa pač sam fora, kdo zdaj sedi na klopi, pa se na nek način odloči to. A ti postaviš zdaj Riero na klop slovenske reprezentance, se zbere prvič 2 dni pred tekmo in to postavi in to, kar funkcionira s to skupino igralcev. Jaz nisem prepričan, da je to lahko tako preprosto. Ne zagovarjam zdaj, da je to pač nemogoče in da se moramo proti temu boriti. Siguren pa to zdaj vpliva
to, da si ti na tak način lahko tak uspeh naredil, vpliva seveda tudi na to, kako mi gledamo na to, kaj je mogoče slovensko ekipo narediti. Ne. Okay. Zdaj, Celje v letošnji sezoni, a je toliko slovenski, kot je lani, to bi tudi lahko pač pogovarjali, ker pač v klubskem nogometu ti lahko vedno pripelješ neke igralce, ki odgovarjajo temu svojemu sistemu, tle se moraš pa znajdeti s tem, kar imaš. Ne? Moj pomislek je ta, da naprimer, mi se tudi 2 leti nazaj ne bi pogovarjali, v bistvu ne bi niti pomislili, da bi slovenski klub v izločilnih bojih se lahko nadigral z eno Fiorentino. Se pravi, mi bi pregovorno šli v rovove, 4-4-2, pragmatičnost, cepaj po linijah, ena zaluta, pa bo kar bo. Ne? Ampak zdaj, ko vidimo te nove pristope, nove mehanizme, v končni fazi, ja, moramo biti pošteni, tudi Riera nam je na nek način odprl oči in nam dovolil biti bolj drzen v smislu, da malo to našo pregovorno pragmatičnostjo pustimo na strani. Se pravi, mi, kar se tiče garniture reprezentančnih selekcij, nismo vezani na sistem. Se pravi, mi ne rabimo iskati sistema, trenerja, ki igra sistem 3-4-3 ali pa ki igra 4-2-3-1. Se pravi, tukaj smo fleksibilni, kar se tega tiče. Ok, smo opredeljeni smo recimo temu obremenjeni z nekim rezultatom, da na vsake toliko mora neki nam svanuti, ampak imamo mi dovolj širok bazen in v končni fazi dovolj muda, da gremo z nekim, recimo temu eksperimentom, odstopati od naših tradicionalnih stvari in probati začeti fuzbal. Pa če je to Riera, je to Riera. Ja, nemogoče, da bojo te fantje, ki pridejo iz vseh možnih vetrov, osvojili Rierin fuzbal in igrali tako, kot si on zamisli. Ampak ima pa nekaj drugega, ima pa ta šmek, znate pridobiti na svojo stran. Pravi, zelo važno kot selektor. Ja, bo prišel, ne vem, se bo pa zapeljal v Madrid, se bo zapeljal v Manchester, pa se bo zapeljal v Beograd in bo na ta način te fante dobil v nek kolektiv, da bi v končni fazi jim tudi dal to samozavest igranja, ker se tudi v končnici tudi druge reprezentance pridejo, so nabrane iz vseh vetrov, pa pač igrajo. Ne vem, razmišljam na glas. Ker jaz bi dal, jaz mislim, da pač načeloma nas nič ne stane, če probamo, na nek drugačen način, glede na to, da nam slabo kaže v tem ciklusu. Ne. Recimo, če damo primer, vse tebe vedno nekako to, koliko si zadovoljen s tem, kako zgledaš, determinira na koncu rezultat. Mi tudi na Evropskem prvenstvu smo bili prišli v izločilne boje, pa smo bili na dnu vseh teh metrik napadalnega fuzbala, pa smo bili vsi super zadovoljni, ne, zato ker smo pač prišli naprej in načeloma nič nisi mogel zajebati. Ne. Zdaj pa na drugi strani imamo pa eno Gruzijo, ne, ki pa je igrala super fuzbal na Evropskem prvenstvu in tudi ne moramo reči, da je kot nogometna nacija, ki je bolj uveljavljena kot Slovenija, ampak ima pa Gruzija nekako, če ti gledaš v osnovi nekega gruzijskega fuzbalerja, je to nekdo, ki je igril. Kosmat pa vino dela doma v onih kverkah. A veš, oni pa se mi zdi, da imajo pač nacionalno prepričanje nogometa v bistvu obratnega kot mi, ne? In verjetno je to tudi neka nacionalna psiha, ne? Na nek način. In ravno ta nacionalna psiha, naprimer, mi smo ta dostopnost oziroma nek nivo fuzbal slovenske kulture, kar se tiče reprezentance, smo ful dvignili. Ti si omenil tisto obdobje po 2010, ko je bilo kaotično vse, menjava Keka, Stojanović, rezultati, prazne tribune, Stožice, Maribor, iskali smo se, sploh nisi vedel, kdaj je slovenska tekma. Zdaj smo mi nekako uspeli izdelati nek kult reprezentance. Ne? To je na zelo zazvidljivem nivoju. Kdo je držal v tistem času, je klubski nogomet držal nekako nad vodo, v bistvu sploh nogomet. Klubski uspehi so se takrat in zaradi tega, če ne bilo klubskih uspehov, vprašanje, kje bi bili mi z nogometom. Predstavljaj se, da ne bilo Maribora, pa zdaj kasneje potem Mura in Olimpija. Kaj bi bilo z tem nogometom na tej ravni, tudi konec koncev reprezentančne. Oblak ni igral za reprezentanco, ne pozabimo na to. Ne? Ja. In se pravi, hotel sem reči to, da naprimer zdaj tudi
če bi mi se odločili za nek eksperiment nepragmatičnosti nekega fuzbala, mislim, da bi tudi temu selektorju zelo dobro okolje in podlago pripravili. Ne? Jaz mislim, da če bi mi igrali fuzbal, pa zgubili neko tekmo, ne vem, proti Kosovo doma 4-3, pa bi dobil aplavz, pa bi zaploskal, nismo več toliko obremenjeni s tem rezultatom, pa sam gremo, ampak da smo nekako to kult reprezentance toliko dvignali, da bi lahko tudi mogoče probali s tem eksperimentom, oziroma bi bilo selektorju na nek način lažje. Do seveda neko obdobje, potem pa bi se spet pričakoval rezultat. Jaz mislim, da še zares veliko bolj globlja zadeva, to bo verjetno tudi Tine lahko potrdil. To gre v povezavi z mlajšimi selekcijami. Ti zdaj, mi bomo lahko mogoče reprezentanco uredili, pa se bo dali igrati, pa boš mu dal nek vzgled za vse ostale, ampak jaz mislim, da če greš v globine, imaš ti, te mlajši so skozi, oziroma selekcijah so trenerji non-stop po tem vplivom rezultata. Skozi je ta rezultat. Meni je všeč, recimo imel sem to možnost, da sem šel na teh izobraževanj, všeč mi je to, kar je na papirju predstavljeno tam na licencah. Kako bi mogle zadeve, pa kakšna predavanja imaš, pa to super. To na papirju vse zgleda super in to mi je všeč. Strani zveze so naredili, lepo zapakirali, lepo naredili in na papirju zgleda, da bo to dobro izgledalo. Ampak kaj pa v realnosti, pa potem, ko se grejo te mlajše selekcije, ko so že pri 15, daš v bistvu tak pritisk na trenerje, da je pač rezultat v prvem pomenu. Jaz sem imel pač to možnost, da sem bil v nekem mlajšem mladinskem fuzbolu in sem videl, kako je s tem, kako je v bistvu potem igrajo recimo nasprotne ekipe, ki so pač igrali samo na ta rezultat. In zdaj ti pričakuješ od teh mlajših, ki bo enkrat zrastel, da bo ratali nogometaši in da bo začeli igrati. To je pol že prepozen. In tle se mi zdi tudi ta mal, sama ta vrtiljak, ki se vrti, se ne vrti pravilno in tle bi se mogli bolj sistematsko gledati na to, da se pač ne gleda ta rezultat. Sej, mogoče se sliši smešno, ampak tako je. Jaz mislim, da rezultati v mlajših selekcijah ne bi smeli biti pogoj, da se boš ti, ne vem, sam branil, pa igral za to, da boš ti zmagal tisto tekmo. In potem od fantov pričakovati, ko bo enkrat člani, da bojo pa kar znali igrati. Zato so tujci iz tega vidika kot trenerji neobremenjeni. Ja, mislim, iz tega vidika. Dobro, Riera ima tudi, jaz mislim, da kar dobro razdeljen svoj sistem, kjer igralci praktično vejo non-stop, kje morajo biti oziroma katere pozicije zapolniti, da so dominantni. Zdaj v reprezentanci, to, kar je Tine rekel, je teže doseči, zato ker ti za igralce težko nekako računaš in na njegovo formo, ker je odvisna od kluba. Pride z nekega drugega sistema v ta teden, 10 dni, kjer se more, sej nogometna inteligenca funkcionira, pa se bo igralec prilagodil, ampak ne verjamem, da je to tako enostavno. Potem bi rekel še mogoče, da zdaj Riera je funkcioniral v Olimpiji, funkcioniral v Celju, ampak je šel recimo na višji nivo takrat v Bordeaux, kjer je verjetno imel po kvaliteti igralce, ki so bili hitri 1-1 šli, pa mu to ni ratalo. Se pravi, koliko časa bi nekako ljudje trpeli, kar si rekel, mogoče primanjkljaj rezultata za ceno tega, da prideš, si pogledaš dobro tekmo, ker še vedno jaz mislim, da na koncu dneva vsak želi zmagati. Je pa res, kapa dol, kar delo on zdaj trenutno v Celju, če bo pa kdaj dobil priložnost v reprezentanci in da mu bo to uspelo, pa... Mislim, ta kult, ki si ga omenil, ti dolg gradiš, pa zelo hitro zgubiš. Vemo, kako gre v fuzbalu. Vedno, ko igraš nek rigiden fuzbal, folk reče, pa dajmo malo igrati. In pokaj začneš igrati in 3 zgubiš, reče, to je pa kaotično, mi smo malo organizirani, pač vse ti determinira na koncu rezultat. Zdaj ti se lahko odločaš za neko drugačno pot, pa ima folk tega hitro poln kufr, če, koliko je rekel, ti ne priješ, pa zgubljaš. Na koncu to nobenmu ni pretirano zanimivo. Se to in iti v ta eksperiment nepragmatičnosti v vedenju, da bi lahko tebi ta kult reprezentance upadel, gromozanski riziko. Ni niti toliko riziko, da ti ne greš na naslednjo Euro, pa na naslednjo svetovno, to je rezultatsko se dama, ampak da boš ti v roku 5 let spet igral tekme Lige narodov, pa kvalifikacije pred 3, 4, 5 tisoč gledalci,
grozno. Grozno, ker potem bo pa spet pragmatičen trener, spet počasi graditi evropsko prvenstvo, veliko tekmovanje, vsi spet romanje številčno tja in potem pač ta nihanja so. Nismo tako kaotični kot Srbi, hvala Bogu, nismo niti tako talentirani, moramo najti neko svojo pot, svoj balans, če ne v teh kvalifikacijah, če novembra naredimo čudeža, pol naslednjih za evropsko, ker jaz mislim, da bi glede na to razširjeno različico spet imeli več možnosti. Mislim, za Euro, jaz mislim, da pustimo, kako se bo to razpletalo, ampak Euro nam more biti cilj, jaz mislim, da in to je realen cilj, da se uvrstimo na Euro. Pač mislim, da je to vsem, da smo tleta, koliko jih je na Euro? 24. Mislim, da smo glih tle nekje, pač v tem, da kaj? 25. Ja, ne, ampak okay, govorim tle, da bi se pač vsem, mislim, da si zdraven, po kvaliteti, da je nekako, mora biti ta cilj. Pač se, okay, tudi cilj nam je prijetna svetovna, ampak vemo, da je veliko težji. Ampak ta cilj, jaz mislim, da je realen in tle ne smemo odstopati in bo neuspeh, če se ne uvrstimo. Pač kljub vsem pač imaš še vedno, bomo videli, kaj bo z nosilci, če ne vem, kaj bo z Janom, vemo, da težko najdeš zamenjavo, tudi to je vprašanje, kaj se bo zgodilo, enkrat bo tudi Jan rekel hvala, da sem dost, ne. Pa kaj imaš zadaj, ne? Kaj je za njim, ne, to je spet vprašanje, tako da je en kup vprašanje, ampak jaz mislim, da vsem neko realno bi mogel biti ta Euro cilj, mislim, da je to kar realno. Pa če gledamo čist ločeno v bistvu od neke stroge fuzbalske debate, jaz mislim, da je za nas tudi v smislu popularizacije in popularnosti in prepoznavnosti fuzbala pri nas ekstremno pomembno, da Šeško funkcionira, ne? Ker vemo, da je on neprimerljivo zato, ker je pač iz mlajše generacije, otroci se seveda logično bolj lepijo na njega kot na neke 30 plus stare ljudi, igralce in zdaj, če ti Šeško ne funkcionira, ne? To vpliva, jaz mislim, na 100 nekih stvari, ker nam zdaj prenašajo nek zelo vpliven status fuzbala v družbi naši, ne, ker je Šeško taka mega zvezda. Ne. Mi v končni fazi vidimo po naših rejtingih gledanosti, koliko so gledane njegove klubske tekme, seveda to je povezan tudi za kater klub igra, ampak tudi seveda s tem, da je folk to zanima, take ljudi, ki normalno ne gledajo tekem. Ne. In zdaj on mora biti glavni v tej reprezentanci, nujno mora funkcionirati, nujno ne sme se dogajati to, da 7 tekem ne da gola, ne? Ker to je tako, da bi Dončić prihajal na ta prvenstva, pa bi dal 5 pik, ne? Se bi vsi rekli, je to, ne? In zvezda ti mora funkcionirati, v takem času živimo, ne? Ker v končni fazi, če naredim še eno primerjavo, ne, rekel si, da bomo zdaj obisk tak in drugačen na reprezentančnih tekmah, vseeno je mi smo izgubili ta vzdušje, ki smo ga imeli v tistih formativnih časih, takrat na Bežigradu in tako naprej. Govoriš vzdušje v pravem pomenu te besede. Tako, ne. Ti si bil stadion, ki je poskakoval cel, ta, kdor ne skače, ni Slovence takrat rodil in vse te neke ponarodele stvari in ti si bil vendarle neka psihoza vzdušja. To danes je vendarle bolj tako, ne. Mi pridemo pogledati, fino je, lepo je, navijačev organizirani. Ampak takrat si imel navijaške skupine, ko so vodile navijanje, ne? Zdaj pač, sicer so se na novo vzpostavili nekako, ampak to ni isto, ne. Seveda, ja. Klubski ultrasi so nekaj čist drugače, če oni to preneso na reprezentančni. Seveda, ne, čist drugače, pa oni vejo, kako se to dela, ne, neki ljudje, ki so načeloma sam navijači reprezentance. To je zelo težko, ker reprezentanca igra 5 tekem na let, ne, da ti vzdržuješ neko to subkulturo na ta način. Ne. Tako da bolj je korporativno to ratalo. No. Sej posod. Tako, sej posod in je na nek način to tudi logična posledica, zato pa seveda ti v tem današnjem korporativnem kapitalističnem nogometu rabaš enkrat te zvezde, da res dejansko na terenu dajo tiste, kot je njihov sloves v nekem generalnem smislu. Ne. Rabimo pa tudi prvenstva, ki bodo nam kakor tok na dosegu roke, kar se tiče geografske lege. Nemčijo smo vsi doživeli fantastično z čudovito izkušnjo. Nam pa FIFA dela preglavice, kar se tiče organizacije teh svetovnih prvenstv, pa Katar, pa ZDA, pa potem še Saudska Arabija.
težko se je poistovetiti s svojo reprezentanco, z evropsko reprezentanco na drugem kontinentu. Pa dobro, vse je Slovenija. Je bila v Južni Afriki, Lepo si me demantiral. Ja. tudi Južna Koreja, Japonska. Vse nekako bolj Ja. nogometne. Pa spomniš se Amsterdama, spomniš se Mihna, ne? Ja. Ne spomniš se Johannesburga. Ja, pa ne? so si vuvuzele, ko so še zdaj na stadionu. Jaz imam še ene 10 doma, moram reči. Tako da. Ampak ne, vsi so šli, je pa res, da je finančni zanimivo. zalogaj dosti večji, ampak ja. Je pa res, da seveda finančni zalogaj, ne, je pa tudi zelo pomemben za nogometno zvezo Slovenije, da se ti na turnirje uvrščaš, ne. Tudi tega ne moramo zanemariti, ne. Ti seveda nogomet lahko financiraš iz tega, da si uspešen, toliko pa toliko projektov in logično, če se ti na velike turnirje ne uvrščaš, se to tudi pozna na proračunu zveze, kar posledično seveda pade na celotno familijo nogometa, ne. Za konec sem vam pripravil kviz. Kviz o svetovnih prvenstvih. In sicer me zanima, pobejte mi, Kakšen je sistem na RVE? sistem je tak, da lahko skupno ugotavljate, ni razdeljeno. Okay. Na zadnjih 5 svetovnih prvenstvih, se pravi od 2002 do 2006, me zanimajo zadnji strelci svetovnih prvenstev. V večini primerov so to heroji, ki so tako ali drugače obeležili tisto finale, v večini primerov z odločujočim zadetkom. Od 2002. Ronaldo, ja. Ne, 2006. Ja, do A, ne, 2006. 2006. Čakaj, zdaj govorimo o najboljših strelcih Ne, turnirja, ne o a- najboljših, o zadnjih. Zadnji strelec na turnirju. Aha. In potem je bilo konec. Je eden izmed. Se pravi, Mario Götze 2014. če govorimo o turnirjih od kdaj do kdaj? Svetovno prvenstvo. 2006, Zadnjih kaj je 5 bil Grosso? svetovnih prvenstev. Kdo je dal penal? A je bil Grosso? Kdo? Grosso. Je Grosso, bravo. Bravo. 2-6, Italija. 2012 je bil Ronaldo je bil 2-2. 2012 je bilo evropsko to, prvenstvo. 2014 je bil Iniesta. Eder. A je to evropsko A ni To je prvenstvo? evropsko. Iniesta 2-10. 20, ja. 20, ja. V Afriki. 2-18 pa 2-22 vam še manjkajo. 2018 Francija je bila. Francija je bila, ne? Francija, Hrvaška je bila Ja. finale. Se pravi, zadnji, to se Kakšen pravi Giroud, Argentina, je bil Francija, Giroud? ne? Ja, bil To je bilo Giroud. 2-22? Je bil Giroud? Ne. Ne, bil Anis Pek. Messi? Pavar. A kdo je dal? 2018. Mbappé vem, da je dal. Pa kjer Kiljan. Kiljan ga je dodal? Mbappé. Zadnjega. Pa kjer manjka še? Manjka vam pa zadnjo, 2-22. 2022. Argentina, ne? Argentina, penal je bil, ne? Kdo ga je že dal? Kdo je Alvarez. spravil v jok argentinskega komentatorja? Ne, ni bil Alvarez. O moj bog. Že se ne spomnim. Jaz tudi ne. Spomnim se sam selektora Joku, pa Mesija na tleh, sem to spomnil. Ne vem, ne bom se Ja, spomnil. Messi ni bil, ne? Tako da. Ne, Messi ni bil. Začne se pa z isto črko kot Messi njegov priimek. Kot Messi. Ne, M. Ni zelo nezvezdniški. Zelo nezvezdniški. Ja, nekaj vkvažno. Pomoč hinti. Jaz imam prazno glavo. Meni si že toliko spravili zmedu, da sploh ne vem, kaj ugotoviti. Jaz sem najprej mislil, da ugotavljam najboljše Ne, strelce. zadnji gol na prvenstvu, Ja. ker je da. Govorimo o desnem bočnem branilcu, ki trenutno zastopa River Plate. Martinez. Sanchez. Ali pa kakšen Maxi. River Plate letnik je pa 97, tako da zelo mlad je takrat prevzel zelo zahtevno odgovornost. Tvoj, ne bomo Ne, se brez spomnili, veze. tvoj skrati priča. Ne boste se. Ne bomo se borili. Aj, Montiel, se ga kdo Montiel, spomni. vidiš, ja. Se ga kdo spomni. Dobro, To bi prvi 4 štiri leta ste rabilo. bili suvereni. Enkrat sem že slišal. za- Ok, fantje, to pa še ni vse. Arena Sport. A to je bil kviz? To je bilo to. Kratko je drnato. Pokazali smo veliko neznanja. Ne, sem zadovoljen z vami. Arena Sport v naslednjih tednih pripravlja 2 ekskluzivna in spektakularna terena, na katerega ne gre Nec Vidmar, ampak Tine Zupan. Povej nam malo, Tudi jaz kaj ne grem, ne. pripravljamo, je to še skrivnost ali lahko že izdamo? Ti ne zupam, gre samo na enega, ne? Na enega gre pa Denis Šme. Ja. Seveda. Danes je
torek, Ja. jutri je sreda, se pravi potujemo v Anglijo ponovno in naš glavni cilj je nedeljska tekma Liverpool-Manchester United. Prva tovrstna za gospoda, o katerem smo se pogovarjali praktično pol podcasta danes, tako da bomo probali biti kar se da aktivni in narediti kaj pametnega, pa zanimivega. Potem pa sledi zelo kmalu, Denis, še en teren, tudi zelo skrivnosten, ali pač? Zelo skrivnosten, mogoče celo, verjetno celo večji derbi, kot ga bomo spremljali s Tinetom v nedeljo na Anfieldu. Šli bomo pa v Španijo, vse to na naši televiziji. Prvi vikend Anglija, drugi vikend Španija, tudi v naši družbi na prizoriščih. Se vidimo. Ja.